Zdravo, moje ime je Jan in to je Excel za začetnike, 5. del. Tokrat bomo imeli preverjanje znanja, brez panike. Če ste gledali prejšnje videe, vam bi zadeve morali iti kot po maslu. Če pa video še niste pogledali, nič skrbeti. Tu je playlist. Kot vedno bomo delali po datoteki, ki jo najdete v Google Driveu z linkom spodaj v informacijah. Pa si pogledamo preverjanje. Na delovnem listu naloge se nahajajo who would have thought vaše naloge. Ostali listi, stroški, učenci in prodaja pa predstavljajo podatke, s katerimi boste delali. Delovni list naloge je zaščiten z izjemno kompliciranim geslom, ki ga ne morete uganiti, in onemogoča, da bi spreminjali ali celo označevali kakršnekoli druge celice, razen tiste, ki jih potrebujete. Torej ne moremo označiti ali spreminjati teh celic, lahko pa se postavim v te in v te za odgovor. Prvi sklop nalog od osnov do samozapolnjevanja si boste ocenili sami, da ne goljufate. Pa začnimo s prvo nalogo. Smo na listu stroški, pred tabelo vstavite vrstico. To so stolpci, to so vrstice. Vrstice vstavimo tako, da kliknemo z desnim klikom in izberemo vstavi. Gremo nazaj na list naloge in si bom v spustnem meniju dal točko. Polje se obarva zeleno in lahko gremo na naslednjo nalogo. Postavite se v celico A1 in napišite stroški 2017. Stroški 2017. Naj bo besedilo združeno na sredini med celicami A1 in F1. Torej od A1 do F1 bomo šli na zavihek osnovno in v skupini poravnava izbrali gumb združi in na sredino. Pa si dajmo točko. Nastavite barvo zavihka na modro. Na zavihek lista kliknemo z desnim klikom in izberemo barva zavihka modro. Si dajmo točko. Do konca zapolnite mesece. Označimo januar in februar, ter z samozapolnjevanjem gremo do decembra. Za bencin smo vsak mesec porabili 50 evrov. Napišemo 50 in pa z samozapolnjevanjem zapolnimo podatke. Za oblačila smo porabili vsak drugi mesec 30 evrov. Torej januar je nič, februar je 30 in tako dalje. Nič, 30. Če zdaj označimo, držimo Ctrl in potegnemo dol, dobimo zaporedje nič 30, nič 30. Še zadnja naloga, kjer se ocenimo sami. Zdaj pa pridejo prave naloge. Koliko znašajo skupni stroški za mesec april? Če želite, si lahko te podatke oblikujete kot tabelo, pa označimo področje, moja tabela ima glave, v redu. In lahko izračunamo samodejno vsoto stroškov za vse mesece. Torej, sprašuje nas za april. Aprila je bilo stroškov 330 evrov. Popišemo notri. Koliko znašajo vsi stroški za leto 2017? Se postavimo spodaj in spet izberemo samodejno vsoto. Stroški znašajo torej 4794. 4794. Pa gremo na list učenci. Koliko učencev je v prvem letniku? Najlažje bo, če te podatke oblikujemo kot tabelo. Gremo pod zavihek osnovno, skupina slogi in oblikuj kot tabelo. Tabela ima glave. V redu. Nalogo lahko rešimo na več načinov. Lahko filtriramo z gumbom nad stolpcem in izberemo samo prvi letnik. Torej jih je 1, 2, 3, 4, 5. Da vidimo, če je res. Ja. Lahko pa, odstranimo filter, lahko pa gremo pod zavihek načrt in pa vstavimo razčlenjevalnik za letnik. Zanima nas prvi letnik. Čisto vseeno, kakšno metodo uporabljate, meni je pač ta ljubša. Koliko učencev je v tretjem letniku, ki imajo matematiko 3? Pa dajmo še eden razčlenjevalnik za matematiko. Zanima nas torej, koliko jih je v tretjem letniku, ki imajo matematiko 3. 2. Kot prej lahko tudi tokrat filtriramo na čist različne načine. Glavno je, da pridemo do odgovora. V kateri letnik hodi učenec, ki je po priimku
prvi po abecedi. Če se vrnemo nazaj na list učenci, lahko razvrščamo stolpec priimek od A do Ž, torej Marko. Zanima pa nas, v kateri letnik hodi. Hodi v 4. letnik. Da vidimo, če je res. Res. Kakšna je povprečna ocena učenke Pavle Cek? Priporočljivo je, da dodamo nov stolpec. Torej, povprečna ocena. Povprečno oceno lahko izračunamo na različne načine. Najlažji bo mogoče z samodejnim povprečjem. Zanima nas pa učenka Pavla Cek. 3,5. 3,5. Torej, izračunali smo 3,5, ne? Narobe. Namreč samodejno povprečje je zraven predmetov vzelo še letnik. Tako da so vsa povprečja narobe. Moramo pravilno definirati območje izračunavanja celic. Torej, če izberemo povprečje, nas zanima območje za matematiko, slovenščino in angleščino. Tokrat ima Pavla povprečje 4. Da vidimo, če je res. Ja, gremo na list prodaja. Kakšen je trend prodaje limon? Pišite številko 1 za naraščujoče, 2 za padanje in 3 za stagniranje. Torej, gremo na list prodaja in izberemo stolpca B in A s podatki. Trend bomo najlažje ugotovili z grafikonom. Gremo na zavih k vstavi in pa dajemo črtni grafikon. Trend pa lahko dodamo pod elementi grafikona trendna črta. Trend narašča. Torej, to številka 1. S tortnim grafikonom primerjate prodajo limon in pomaranč v celotnem letu. Kateremu grafikonu je vaš najbolj podoben? Najprej moramo seveda izračunati, koliko smo jih prodali v celotnem letu. Pa dajemo sum, oklepaj in pa območje za limone. Formulo pa lahko prenesemo na naslednji stolpec. Če označimo imena in pa podatke, lahko narišemo tortni grafikon. Skoraj da enako, najbolj podobna je trojka. Spodaj se vam bo izpisal vaš rezultat, procenti in pa sporočilo, glede na to, kako dobro ste pisali. Torej, če spremenimo recimo na 1, pa tudi na 3, se vam izpiše sporočilo, da si lahko grafikone obnovite v 3. videu. Če česarkoli niste znali, ne bat, napišite mi komentar pod ta video, pišite mi na Facebook stran, lahko mi napišete tudi pismo. Upam, da vam je bilo preverjanje znanja zabavno in pa dovolj enostavno. Naslednjič pa si bomo pogledali, kako v Excelu računamo procente in z procenti. Zato se ne pozabite naročiti na kanal in lajkajte mojo Facebook stran Office tečaji.